Danes bom snemala en Q&A po dolgem cajtu, po moje sem ga nazadnje snemala za Vlogmas, ampak you probably don't know that, zaradi tega, ker je to Džunglin kanal. Živja! In sem se odločila, da vam naredim en tak video, da lahko pač še tisti, ko me ne poznate, me dejansko spoznate in pač zveste, kdo sem. Ne vem, zakaj predvidevam, da me vsi poznajo, ker me ne. Sama sebe ne poznam. Ja. Jaz na Instagramu dala ta poll whatever, da lahko postavite vprašanje. Jaz napisala, da pač napišete najbolj basic vprašanja o meni, koliko sem stara, kaj sem v horoskopu, pač take stvari, ko pač jih verjetno, če gledate moj kanal, že veste. Dosti blebetanja, gremo kar začeti. Torej, prvo vprašanje je, koliko si stara. Stara sem 22, ampak danes je 12. oktober in čez manj kot mesec dni, ne znam računati, imam 23. rojsten dan, 2. novembra, tako da mi lahko greste vošit na moj Instagram. Po horoskopu sem torej škorpijonka in sem zelo ponosna na to. Oh my god, zdaj sem šla gledat archives, kaj sem objavljala. To je fotka od 4 let nazaj. Kako cute, tega ne bom dala na story. Potem imamo najbolj pogosto vprašanje, zakaj si se prijavila na Džungla Star Show. Jaz sem se prijavila zato, da bom zmagala. Ne, to je bilo ful... Ne vem, jaz sem se prijavila zato, da dobim neko novo izkušnjo, zato, da spoznam nove ljudi, se mogoče kaj naučim. Konec koncev pač, I don't know, ne vem, jaz sem v bistvu na začetku sem si skozi govorila, ne bom zmagala, whatever, jaz sem se šla tukaj zabavati. In pol, v bistvu že čist pri koncu, ko je bil zadnji izziv, ko sem ugotovila, da sem v finalu, sem šla pa all out in z nagradno igro in z vsem, tako da, pač ja, sem pač se prepustila toku in zdaj sem tukaj, živjo. Ok, kdo je bil najbolj vesel tvoje zmage? Po moje Klemen, jaz. Ja, pa mami pa ati. A je bilo kaj prirejeno ali je bilo vse resnično? V bistvu je bilo res vse resnično, nič ni bilo prirejeno, vse, tudi če ste pač spremljali, vsi glasovi, vso izpadanje je bilo na vas. Tako da v bistvu, če bi bilo prirejeno, bi verjetno mogli imeti nekoga drugega, da pač izbira, kdo gre naprej ali whatever. Tako so bili pa res vsi vaši glasovi in so se vaši glasovi šteli, tako da niso mogli pač nekaj ful dost golfati. A zdaj zmagovalec lahko svoje nove YouTube videe objavlja na YouTube od Džungle. Jaz sem zdaj uploadala dvojne videe, ene tukaj na Džunglo in ene na svoj kanal, tako da pač, če ste slučajno tukaj, pejte se subscribe na moj kanal, please and thank you. Kaj rada počneš v prostem času? Zelo rada berem. Zdaj trenutno berem tole, ki je balada o pticah, pevkah in kačah, v bistvu predzgodba priljubljene trilogije Igre lakote. Pri katerih letih si fanta kušanla? Pri 13. Zakaj ste se odločili za ta show? Nisem se jaz. Tako da, to boste mogli koga drugega vprašati. To, ker so hoteli pač poiskati eno zvezdo v Sloveniji, ki bojo oni pomagali, da gre on top. Najljubša hrana. Moja najljubša hrana je sushi. Odkar sem ga prvič probala, mislim, da sem ga prvič probala nekje v prvem letniku srednje. In trenutno moja najljubša restauracija je Sushiko v Stari Gorici. Really good. Plačaš, mislim, na 25 € in lahko žreš, kar hočeš. Jaz ne vem, kaj ta restauracija še sploh obratuje, glede na to, da pač jaz požrem nobene druge hrane ne jem toliko kot sushi. In moj najljubši sushi je tisto, ko je cvrt. Kjerkoli, ko je cvrt, pa v Trstu imajo en sushi, ko ima jagode gor. Tisti je noro dober. Najljubša barva. Moja najljubša barva bo verjetno roza, včasih je bila rdeča in zdaj je absolutno roza. A si imela kaj tremo, preden ste šli live? Fun fact, jaz sem včasih igrala v musiclu, I know, jaz ne znam pet, in sem se, I guess, iz tistega pač nekako navadila, oziroma naučila, kako se v bistvu skoncentrirati, da nimaš treme, da se pač osredotočiš na neke druge stvari. Jaz sem takrat ful nekaj meditirala, whatever, ampak pač časoma se navadiš in zdaj karkoli se dogaja, jaz skoraj nikoli nimam treme. Ajde, malo sem živčna, ampak da bi me pa ful nekaj matralo, I guess, znam kontrolirati tremo. A je snemati za drugo ekipo težko? I guess z mojo anksioznostjo ja, zaradi tega, ker pošleš video nekomu drugemu, da ga pregleda in pol si doma in sediš, oh my god, da bo ta video v redu, kaj če jim ne bo všeč, kaj če bom bila še enkrat vse posnet. Nič posebnega, isto snimam, kot da bi snimala za sebe. Izbiraš sama outfite ali ti kdo pri tem pomaga? Zelo obviously jih izbiram sama, that's why zgledam vedno kot trash. Jaz bi svoj stil opisala kot pustila sem omari, da se pobruha na mene. Kaj si želela postati, ko si bila prav mala? Plus tvoj sanjski poklic. Verjetno bo moj sanjski poklic to, da sem sama sebi šef. Ne vem, kaj bi bil moj sanjski poklic. I guess, da bi bila youtuberka.
Ne vem. Jaz, ko sem bila majhna, sem si želela biti knjižničarka. Always, zaradi tega, ker sem pač obviously ful rada imela knjige. Tvoja najljubša številka. Zakaj je to tako weird vprašanje? Ne vem, 99. Zaradi tega, ker sem vedno navijala za Jorgeja Lorenza in oni vedno imajo številko 99. A uporabljaš vložke ali tampone? Vložke, always. Jaz tamponov ne prenesem. Kdo je bil tvoja inspiracija za YouTube? Je bil verjetno Smosh, Hollywood Show, pa valjda PewDiePie, Shane Dawson. Če bi lahko imela eno supermoč, katero bi imela? Da bi lahko bila nevidna, ali pa da bi lahko pravila misli. Se spreminja, veš, vsak teden kaj drugega. Pri vseh stvarih v življenju. Kaj si boš kupila s toliko denarja? Šla bom na svoje živeti. That's it. In pol denarja zmanjka. A bo druga sezona Džungla Star Showa? Jaz upam, da bo. Pa če bo, bi lahko jaz bila mentorca. Hvala, Džungla. Pokrat na teden pa po koliko ur ste snemali Džunglo? Mi smo snemali ob sobotah, odvisno od tega, kaj smo snemali. Lahko smo snemali cel dan, lahko smo snemali samo dopoldan, lahko smo snemali samo popoldan. Pa itak pri vseh teh snemanjih, karkoli, recimo tudi pri filmu, pač karkoli, itak večino časa sam čakaš. Quick tip za kogarkoli, ki se hoče ukvarjati s tem. Berite knjige, ker je to edini način, ko se boste lahko pač nekaj zabavali z nečim, zaradi tega, ker boste najverjetneje ful dolgo čakali. Mi smo za film čakali tudi po 5 ur in imeli smo tam neke kavče in pač, nismo imeli interneta, ker smo bili v Turčiji, nismo imeli Wi-Fi-ja in jaz sem se zabavala s tem, da sem brala knjige, tako da berite knjige, otroci. In še zadnje vprašanje, a ti je bilo zabavno metati iPhone-a 100-krat ob tla? Niti ne, ko sem bila, oh my god, razbil se bo, ne, stop doing that. Ne mečte svojih telefonov po tleh. A sem še kako vprašanje zgrešila, verjetno bi lahko povedala še kaj malega, tek malo bolj nasplošno o sebi na moji YouTube poti. Če slučajno še kdo ne ve, jaz sem začela snemati... Verjetno je kar jasno, da YouTube je moj svet. Sem Kaja Solo in snemam že 7 let. Ja. In v bistvu začela sem snemati z takimi kratkimi skeči, ko smo jih snemali pred blokom z frendi. S tistimi starimi telefoni, ko so pač dobesedno samo video snemali, sploh še niso snemali zvoka. In pa sem jaz kasneje ugotovila, da lahko to daš na računalnik, da lahko pač to začneš editati. In sem se spraševala, kam naj jaz to zdaj uploadam, da bom lahko to pokazala svojim frendom, sošolcem, sicer sošolca nisem kazala, ker pač me niso marili. Sem ugotovila, da lahko jaz to uploadam na YouTube in sem pač to naredila. In sem nekaj cajta uploadala samo na YouTube, še zdaj uploadam samo na YouTube. In nisem uploadala pogosto, pa delala, v bistvu na začetku sem začela z angleškimi videi, kar ni glih to pametna ideja, glede na to, da je pač angleških youtuberjev je na milijone, dobesedno. In slovenskih je pa ful mali. In v bistvu, ne vem, ene 4 leta nazaj sem se odločila, zdaj pa je čas, da začnem z slovenskim YouTubeom. In tako se je rodila Kaja Solo, v bistvu pač. Solo, zakaj ime Solo? Han Solo je moja ljubezen in jaz sem prej imela v bistvu kanal Kaja Ren, zaradi Kylo Rena iz Star Wars. Kasneje sem se pa pač preimenovala na Kaja Solo, zaradi tega, ker tudi Kylo Ren je v bistvu Ben Solo. Ja, zato da lahko pač zdaj rečem, da je Han Solo moj daddy. Kakor sem rekla, jaz sem vam zdaj preselila. Tako da tale setup, ne vem, a ga danes vidite zadnjič, a ga boste naslednji teden spet videli. Bomo videli, kako bo. Jaz upam, da ne, zaradi tega, ker bi rada pač naredila nov setup. V glavnem, to je to sem jaz, Kaja Solo in to je bil moj Q&A na Džungla kanalu. Seveda, kakor vedno, če vam je bil ta video všeč, mu dajte en like, subscribite se dol spodaj, komentirajte kaj, kako vprašanje, mogoče naredim Q&A part 2, če se bo nabralo več vprašanj, seveda ne kar naslednji teden, ampak pač s časoma. To je to. Lepo se imejte in veliko se smejte, pa ne vem. Čau!